V punce, ki so imele lep nasmeh, sem se vedno takoj zaljubil. Na to padem. Če padem kaj, padem na lep nasmeh. Dobro, še na kaj drugega, ampak to nekaj najlepšega je, ko ima punca lep nasmeh. Tist božanski, ki kar sije. Če se punca tako lepo smeje, pol se še skregati ne moreš z njo. Enkrat sem imel eno punco, ki je imela čudovit nasmeh, čudovit nasmeh. To punco sem opisal v moji knjigi, ki bo v kratkem izšla. Sem se pa tudi enkrat zaljubil v eno punco, to je pa druga, ki je imela zelo lep nasmeh in sem se zaljubil izključno zaradi tega njenega lepega nasmeta. Celo zgodbo, kako je bila, kako se je končalo vse skupaj, bom povedal v nadaljevanju. V primeru, da še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, samo kliknite, naročite se. To je meni ful velika podpora, za vas pa čisto brezplačno, pa samo sekundo, dve vam vzame časa. No, zdaj gremo pa zgodbi. Leta 1992 smo šli s prijatelji na morje na Hrvaško. Šli smo k enem prijatelju, ki so starši imeli vikend tam, tako da on je tudi že tam malo ljudi poznal, se pravi te mlade, tako da je bilo fino, ker če nekam greš, ki nisi še nikoli bil, nobenega ne poznaš nič in zna biti brez veze, tle pa ni bilo niti približno ne brez veze, ker je ta prijatelj že vse poznal, tako da že prvi dan smo imeli žurke tam iz onem, ki so tudi tam bili, ne. Bilo je tudi veliko luštnih punc, tako da je bilo fino, no. Zdaj, bom rekel, cel ta dopust smo ga bolj ke ne pili. Zdaj, nekaj malega sem osvajal, neke punce, veliko niti nisem. Ne, da ne bi hotel, bolj se nisem upal, bolj sem bil skozi pijan, kar je seveda neumno. Ampak predzadnji dan smo se pa z družbo dobili nekje na eni plaži in tam vidim prvič eno punco. In v oči mi je pal ta njen nasmešek. Ni bila velika, bila je manjša, ampak ko sem jaz to videl, wow, sem rekel, ta. No, jaz temu prijatelju, ki so tam starši imeli vikend, povem, da mi je ta všeč. On je bil hud frajer tam, tudi je znal z ljudmi, je znal žurke delati, pa tak je bil simpatičen, z nobenim se ni kregal, z vsem je bil prijatelj. Tako da vsi so ga imeli rad, ne. In jaz njemu rečem, sem rekel, lej, tale mi pa je všeč. Je rekel, bom šel jaz do nje, pa jo bom spoznal. Sem rekel, pejte. No in gre res do nje, debatirata, pride nazaj, pove, kako je ime, tu, tret. In je rekel, sem se zmenil, da se itak, bila je Hrvatica, da se itak v Zagrebu vidimo. Je rekel, pa tebe sem pohvalil, ne. Zdaj, veste, ta prijatelj, on je znal res pohvaliti na ta prav način. Ker veste, če bo en prijatelj vaš eni punci rekel, ti, vidva bi bila pa z onim lep par, to ni nič. To vam je naredil bistveno več škode, kakor koristi. Tako da upam, da nimate takih prijateljev. Ta moj prijatelj je pa znal tako, me je skozi omenil, ampak nič ne je rinil, ne. On je mene sam hvalil, ne, imam enega prijatelja, ki je ki je tret, ki je četrt, ki ima to, ki ima ono. To je znal tako naložiti, ta tip mi je zrihtal toliko punc. Ena zanimiva zgodba je v moji tej knjigi, ki bo zdaj izšla v zelo kratkem, kako mi je eno punco zrihtal.
To si morate prebrati. To je neverjetno. To je neverjetno. Punca se zaljubila vame še preden me je videla, ker je on tako dober naložil v meni. No, pol to, pač jaz to punco niti nisem spoznal na morju, ker je bil predzadnji dan, drug dan smo hmalu dopoldne krenili proti domu. No, potem je pa ena od teh punc, ki se je pač ta moj prijatelj z njo zelo dobro poznal, imela rojsten dan in nas je povabila, pač vse, ki smo bili, da pridemo na žurko. Na to žurko, mi smo šli takrat 4 na morje skupaj, ampak sva samo jaz pa ta prijatelj šla na to žurko v Zagreb. Spomnim se, da je to bilo v eni visoki stolpnici in pač žurka, fino bilo tam, bilo so neki tistih punc iz morja, neki čist novih, tako da bilo je fino, no. In pa enkrat trkajo eni in neka panika rata tam med ženskami in so prišli neki vojaki. 92 je bila Hrvaška v vojni in so tu prišli 3 v uniformah in to je bilo tako, ne, oni so bili kao borci in oni, če so videli, kje tam, so videli enih zjutraj nekje luč v bloku, oni so kar prišli kar na vrata potrkat in ker so branitelji, je bilo normalno, da jih spustijo noter na žurko. In vem, da je en takole bombo metal ročno. Sem mislil, pizda budala, naj tu zdajle nekaj ven potegne, eksplodira, vsi gremo v cvet, ne. Pol še tam se kar vsem predstavljal po vrst, ne, ki pride do mene, rečem, Tomaž, odakle si? Sem rekel, iz Slovenije. Šta ti radiš tu? Se kar razpišem, rekel, nič, tle, spoznali smo se z enim prijatelji, nisem rekel prijatelj, sem rekel prijatelji, na morju, pa so me povabili, pa sem prišel malo pogledat, sem se budalo delal, ne. In moram reči, da zaradi njih se nisem upal nobeno punco nič osvajati, ne. Seveda, njim je šlo na živce, oni se borijo za lepo Hrvatsko, mi smo pa njihove ženske preganjali, ne. Če bi bila kontra situacija, tudi jaz bi bil slabe volje, priznam, tako da ne bi bil glih ravno navdušen. No, tle je bila tudi ta punca, ki sicer se ne spomnim čisto dobro. Veste, to je koliko nazaj, to je nazaj 32 let, Madonna. In ne vem, a sva se kaj pogovarjala gor, nekaj sigurno, ja, sigurno sva se, siguren. No, pa ona prav, da, ja, pogovarjala sva se in ona prav, da bo mogla iti domov, da mora iti domov, pač ura je bila 1, 2 zjutraj. Punca je bila še mlada in logično, da je mogla iti domov, ali je imela pa kakšen drug zmenek, nikoli ne veš, no. No, in jaz sem rekel, da jo bom pospremil do spodaj do vrat in greva. Tam ven, ko prideva, jaz objemam, poljubim, je bila takoj za to. Tam tudi pol izmenjava telefonske, pa naslov. Oziroma možno, da sem ji samo jaz dal. Pa je pol ona itak rekla, da bo ona mene poklicala. Ne bo držalo. Najbrž mi ga je tudi ona dala, ker lejte, tle imam pisma, od nje sem jih prej gledal, zato da bom lažje kaj povedal. In vem, da je v eni kuverti bil listek, kjer je napisan njen naslov pa telefonska številka. Tako da verjeten, da je takrat na tistem listu mi ona napisala telefonsko številko, lejte, tlele, od Uniona, ne vem, a morda se mi so avtom tule letel od Uniona, na drug stran pa piše 041 takrat. Bila pozivna za Zagreb. Čakaj, če povedati.
No, in pol si začneva dopisovati. Jaz sem jo parkrat tudi poklical. Ona me ni velikat, me je kdaj ni me velikat, ker takrat so bili Hrvatje v hudem položaju, ko je bila vojna in telefoniranje v Slovenijo, ki je bilo mednarodno, je bilo drago, ne. Tako da sem jo večkrat jaz klical. Takrat so bili seveda samo stacionarni telefoni in spomnim se, tako jo pač dostikrat nisem na telefon dobil, ker ni bilo, ne. In spomnim se, da mi je enkrat rekla, da je mama rekla, da jo je klical en, ki ima zelo lep glas. Dobro, tu niti ne vem, a je dobro ali slabo. Ponavadi mi je še zmeraj najbolj šlo pri onih ženskah, ki me mame niso marale, ker tisto, ki je bilo prepovedano, je bilo najbolj luštno. No in pol se midva kmalu dogovoriva, da se bova videla, in jaz se enkrat popoldne po šihtu odpravim na Hrvaško. Na carini mi carinik nekaj gleda avto, sem rekel, kaj bo zdaj zakompliciral, prav, guma je napol prazna, sem rekel, res je, stopim ven, mi da on dokumente, zapeljem naprej 100 metrov na stran tam na carini in jaz premontiram gumo. Seveda sem pol ene pol ure zamudil, pa ves usran sem bil, se veste, če gumo menjaš, kakšen si. Ni pa bilo nobene črpalke, da bi se ustavil do tam, ko sva bila zmenjena, čeprav me zdaj to čudi, da jo ni bilo, ampak vem, da sem ves zasvinan prišel in pol v prvi lokal, ko sva prišla, vem, da sem se šel umit. Pa ves prešvican, pa tu. V glavnem, ta guma mi je kar uničila prvi zmenek. Ona me je malo po Zagrebu peljala, fino sva se imela. Vem, da sva še s tramvajem nekam šla in je tramvaj zabremzal in sem jaz poletel, ker seveda jaz nisem bil tramvaje navajen, nič se nisem držal in sem poletel, ker tam so me na drugi strani eni lovili. Tam sva se malo ljubčkala, dokaj več pa ni prišlo, ne. Pol čez kakšnih 14 dni sva se še enkrat dobila. Jaz odločen, da zdaj pa moram na polno pritisniti, da bova seksala, ker, glejte, mene ni nobena ženska, s katero sem seksal, pustila. Pustile so me samo tiste, s katerim nisem. In sem vedel, če bova seksala, pol se bo zaljubila vame in je moja. In sem jo zapeljal ke motel Plitvice, veste, če se mimo Zagreba pelješ proti Slavonskemu Brodu, ali pa tudi če greste v Zagreb, se peljete, motel Plitvice, nad cesto je nadhod, pa gor piše motel Plitvice. Tam se midva ljubčkava, on tu tret, ni hotela je dlje od tega in sem rekel, ti, jaz sem se hotel pametnega narediti, sem mislil, da bo kontra, kakor je bilo. Sem rekel, ti, glej, po mojem najboljš, da nehava, ker tule je brez veze. Jaz sem mislil, da me bo ona začela prepričevati, ne, pa dej, pa zakaj, pa on pa dej, ampak ona pa ne, prav, v redu. Sem bil čisto šokiran, nisem tega pričakoval. Naredim se malo užaljenega, bil sem pa tudi šokiran, ker jaz sem bil v punco zaljubljen. Ni to bilo samo, da sem jo hotel podrti, jaz sem bil zaljubljen. No, ampak pol kmalu dobim spet njeno pismo in dopisujeva se še vedno. Sicer mnogo bolj poredko se tudi dobiva. Spomnim se, da sem potem, bom rekel, skoraj en let je minilo, ne. Se pravi, začetek poletja je bilo, sem šel z motorjem, ke sva šla ke na Jarun in sem bil tam čista glaven. Jaz sem od 92. leta
Kawasakija, ZZR-ja, 1100 kubičen. Tu si bil bolj frajer, kot zdaj s Ferrarijem. Res. Takrat tacga motorja ni noben mu. No, in takrat spet vse super bilo, malo se lupčkava, tret. In sem jo vprašal, če bo kaj na morje prišla, kaj smo mi hodili. Je rekla, najbrž bom. No, in jaz sem močno upal, da bo prišla na morju in da bo tam bova pari in da bo zalaufalo. No, na morje pol ni prišla. Jaz sem še te njene kolegice sprašal, če bo ona prišla, so vse rekle, kakor jaz vem, ne. Sem rekel, okej, pol pa ne. Ampak jaz sem potem ta naslednjo leto sem zapecal eno drugo, ki je bila njena kolegica. Moram priznati, žal v to nisem bil zaljubljen, saj zato sem tudi verjetno jo brez težav osvojil, ker meni se je zmeraj podirati začelo, ko sem bil zaljubljen. Takrat nisem znal. Tudi tako, kot nekateri športniki, ne vem, v slalomu vrhunsko odpeljejo trening, na tekmi pa zmrznejo. Tako sem pa jaz bil, če sem bil zaljubljen, sem zmrznil. In zmeraj so me zavračale une, ki sem bil zaljubljen. In če gledam to punco, mi je tle nekje sliko poslala, sicer vam jo ne bom pokazal, evo, tle še piše, pazi foto, da sploh ni tako luštna bila, ne? Ampak zaradi tistega nasmeška sem se zaljubil in pol in tu ni šlo. No, ampak, ko sem dobil pol to en let kasneje, seveda je ona zvedla in je bila pol tudi vsa užaljena, kaj sem zdaj pa z njeno kolegico. In se mi zdi, da od takrat naprej sem mu spet majčkeno več šans. Pol so se še dobivala, ampak dlje do poljuba ni prišlo. To je bila drugače dobljena bitka. Preden sem to začel snemati, glejte, imam njenih pisem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne, in to je bila dobljena bitka, ampak jaz sem nekaj narobe delal. Evo, glejte, tle mi je, tu sem prej malo pogledal, mi je sad ću ja tebi napisati neke stihove, se pravi neke verze, da mi bo napisala. Je pa vse pisala z navadnim svinčnikom in se bolj slabo vidi. Ovo su godine ljude i mi smo ljude sreće, jer obično volimo one koji nas voljeti nikad neće. Pa, tole preberem, morda je bila pa zaljubljena v kjerga drugega, ne vem. Morda mi je kaj hotela sporočiti s tem sporočili. Morda, ona je bila 5 let mlajša od mene, mogoče je tu motilo, lejte tle en vers. Nek te miluje vjetar, nek te ljube kiše, meni je 16, a tebi koja više. Se pravi, ona je bila takrat stara okoli 16, ja. Elej, pol tale, oprosti što te volim, što moje misli ne vidim, kva to misli.
što moje misli treba tebe, jer ti si već mladić, a još uvijek dijete. A spet ista. Teško je zbog ljubavi izgubiti ponos, ali još teže je zbog ponosa izgubiti ljubav. Postoji još uvijek tročak nade koje me tješi i gine. Iako znam da te moja ljubav ništa značila nije. Aha, to je bilo... Evo na koncu, to je sve za sada. Molim te, stiskanem črka, molim te, javi se mi, 2 klicaja, molim te. Lušna punca, lušna, lepo mi je pisala, v glavnem, ja, tule je bila dobljena bitka, pa sem jo zgubil. Lejte, uno punco, ki sem jo omenil na začetka videa, ne, tista je bila Slovenka, ki je opisana v moji knjigi, ki je imela tako lep nasmeh. Tista punca je bila lepša od te. Ampak ona je bila zaljubljena vame, jaz pa nisem bil ono, vidite. To, ki pa ona ni bila z vame, oziroma jaz sem bil ono, pa nekako ni ratalo. Ne vem, kaj je to, v glavnem, pa tu mi je dolge pisma pisala, zmeram neke stikove. Evo, kad izbljedi sjećanje i zaboravi prekinu sve, ostaće redovi ovi da ti kažem, voljela sam te. Zmeram pusa napisala, to pomeni poljubček. Ja. Fino je bilo, fino, samo minilo, kaj ćemo. No, spomnim se, enkrat smo imeli eno žurko, tipi smo se dubili v eni zidanci, pa smo se ga sam fino nažrali, nič drugega, take žurke so brezvezne. In malo musko poslušali, mi smo zmeraj Balkan poslušali, malo peli in tako naprej. In ko je bil komad Ivana od Parnega valjaka, sem jaz v pijanem stanju sicer začel jokati. Zato, ker ta komad me na to punco spomnil in sem mi pol, da tam pisal pismo, sicer ne vem, tisto pismo je pol nisem poslal, seveda, ker sem neumnosti pisal, ampak tako, nisem to punco kar pozabil. Se kar takole malo raznežem, ko govorim o tem, pa tudi, ko sem tele pisma gledal, pa ne zdaj, da bi bil v to punco še zaljubljen, daleč od tega, ampak, dajte, v takih dogodkih, ko se spomnim na mladost, me to zaboli, ko nisem več mlad. Pa si rečem, kako je bilo lepo, mislim, lepo. Lepo, to je relativno, ne, veste, lepo, res, bilo je, ženska mi je laufalo, vse je bilo, ampak zmeraj so bile neke ljubezenske težave. Verjamete, da je lahko človek zaljubljen v več ljudi, v več. Rečemo moški, da je lahko zaljubljen v več punc. Jaz sem bil, garantirano. Ker jaz tole Hrvatico sem bil zaljubljen, pa sigurno še ene 2 Slovenke. In sem bil čuden tip.
takrat sem imel tudi eno Slovenko, ki me je jebala, pa sem bil zaljubljen v njo. Ampak vmes sem se še s to dobival, ne, tako da bo zdaj kdo rekel, kako si bil zaljubljen, če si se še z uno dobival, ne. In zdaj, če mi je z uno dobro laufalo, sem bil bolj na uno mislil, če mi je pa s to v Sloveniji slabo laufalo, pa če je pri uni malo bolj kazalo, sem pa bolj na to v Sloveniji gruntal, ne. Tako da hecni smo moški, hecni. Ne vem, dajte moški, pa tudi ženske, v komentar napisati, če ste bili kdaj zaljubljeni v več oseb hkrati. Jaz sem bil. Jaz sem bil, sigurno. Vse to je slabo, v mislu se hvalim s tem, ne. Tako da, to je slabo. Pogledamo še kakšen pisemček. Čakajte, tole. Tole pa nekaj ne bo štimalo. Lejte, tole je pa od druge Hrvatice. To je pa od une, ki sem jo let kasneje dobil. Ta pisem. Evo, tega vam bom pa prebral. Ker, evo, lejte, to je, ker ta pisem preberem, saj sem ga že večkrat prebral, točno vem, kaj piše. Veste, ob takemle me malo srce zaboli, ko si rečem, nikoli več tega ne bo. Evo, pa vam kar preberem. Ta je pa pisala s kemikom, pa tudi zelo lepo pisavo ima, tako da se da prebrati, seveda je v hrvaščini, tako da ga bom prebral, jaz mislim, da boste zastopili. Malo se mi bo verjetno zatikalo, ker je hrvaščina, pa je na roke pisano, ne, ampak tako. Sinoć sam dugo promatrala nebo, vidjela sam zvezdu kako pada i poželjela da si pored mene. Mnogo toga htjela sam ti reći, sa tobom je život dobio novi smisao, a ja novu ljubav da volim. Nema prave ljubavi na svakom koraku, samo si ti taj koji možeš zaviriti kroz samo dno mog srca i u njemu ugledati sebe. Vidjet ćeš i na dnu, i na sredinu, i na vrhu, samo ti, samo ti. Jednom sam bila na obali tamo gdje smo mi bili zajedno i u tom trenutku moje misli bile su tvoje. Jednom te vjetar donio, tvoj osjećaj su dotakli moje. Tvoji osjećaji su dotakli moje. I od tog trenutka počela sam stvarno da te volim. Ljubila sam i bila ljubljena, ali nikad mojim tijelom nisu prolazili takvi osjećaji. Našem nepopisivim zanosom. Prvi put u životu ja želim iskreno voljeti, pribatati tebi dušom i tijelom, držati tvoje ruke, ljubiti tvoje usne u naletu strasti. Ne znam da li ćeš ikad shvatiti ovo pismo, jer između nas se ispriječila daljina. Ali mi možemo svojom ljubavim spojiti naša srca i zauvijek ostati zajedno. Jer lijepo je u životu vidjeti san. Ljubav se zove imenom tvojim. Kako lepo napisano. Lejte, hitacga nam nikoli več v življenju dubu. Niti nikoli več v življenju se ne bo nobena punca tako zaljubila v mene. Ne? Sam jaz tu takrat nisem znal ceniti. Budala sem bil, ne. Tako da, kaj čemo, ljudje se učimo na napakah, oziroma ni popravnih izpitov, takih priložnosti ne bo več. Predober mi je bilo,
Predobro mi je bilo, predobro mi je šlo z ženskam in sem se malo norce z njih delal. Če bi mi šlo slabš, bi vsako, ki bi jo dobil, recimo, če bi eno ful težko dobil, pa ne vem, sem matral 3 leta, da bom dobil eno, ker glejte, enem, ki je šlo malo slabše ženskam, so se mogli več let matrati, da so najdeli eno punco. Eni tudi po 5 let. No dobro, eni je pa sploh nikoli niso najdli, ne. In seveda tisti, če jo je dobil, se je pol držal. Ker je vedel, da če izgubi, kaj bo spet 3 do 5 let drugo iskal. Ne bo, valjda se bo one držal. Ampak je pa res, ne, če si pa šel v taki stiski, da gre ti tako slabo ženskam, ne, sem jaz rekel, da vse tiste, ki sem se zaljubil, sem vse pokvaril. Ne, kaj pa zdaj, če ti po, ne vem, 3 letih eno punco dobiš, se začne nekaj kazati, da bi lahko bilo. Ja, saj koliko moraš šele pol biti živčen najbrž. Tako da, ne vem, v glavnem, jaz sam vem, da sem si zdaj življenje in no tudi tale punca, ki sem od ta zadnje pismo prebral od nje, ne, jo imam na Facebooku kot prijateljico, tako, kakor je s Facebooka videti, ustvarila si je zelo lepo družino, ima otroke, videti je srečna, tako da mnogo bolj pametna je bila, kot jaz. To, ta prvo, ki sem jo opisal, od te pa jo pa tudi na Facebooku ne najdem. Glejte, mogoče tudi na Facebooku ni, saj moja generacija velikih ni na Facebooku. Mogoče, verjetno se poročila, spremenila priimek. Tudi iskal sem jo pri teh Hrvaticah, ki so bile njene prijateljice, ki imam ene 3-4 na Facebooku, sem pol gledal, sem gledal njihove prijatelje in če bi bila kje ta punca s tem imenom, pol bi jo že po sliki spoznal, ne. Ampak nisem našel, tako da žal ni nič. Bi pa rad srečal obe dve te, ki je bilo o njih govora, tako da morda jih bom, morda moram kakšen let iti kaj na morje v tiste kraje, ke te punce sigurno hodijo, še zmeraj, ene sigurno, ke vem, ke imajo vikende tam. Pa mogoče, da kaj kakšno slučajno srečam. Ali pa tudi nič ne bi bilo narobe, če bi prek Facebooka napisal, ti si mogoče na tle, ne bom povedal, kje, da se ne bi kdo spoznal, daj, jaz sem tudi, si za kakšno kavico, on tudi red. Mogoče bi pa bilo kaj, ko pa veš. Tako da ja, glejte, to je bila še ena moja malo nesrečna ljubezenska zgodba. Naslednja pa ne bo nesrečna, bo pa srečna. Ne bo tragična zame, bo drugačna. Tako da, če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, da kakšne te ljubezenske zgodbe ne zamudite. Pa seveda všečkajte in lepo prosim, napišite v komentar mnenje, kakšna se vam je zdela ta ljubezenska zgodba. A radi to poslušate ali ne, tako da vem, koliko se okoli tega trudite. Hvala, ker ste gledali do konca, lepo se imejte, se slišimo, vidimo.